Lepo pozdravljeni še v imenu udeležencev okrogle mize kot sklepnega dogodka drugega dne konference Go Digital. Hvala organizatorjem za izvrstno pripravo dogodka, ki zahteva kar nekaj digitalnih veščin, ki smo se jih priučili med obstoječo COVID krizo. Iskreno rečeno, sem že pozabil, kako je videti konferenca in okrogla miza v živo in prav zanimivo bo, ko se bomo enkrat vrnili v fizični svet. Upam, da čim prej. Žal smo zaradi bolezni nekoliko premešali sestavo današnje okrogle mize. Gospod Kostanšek iz namesto gospe Andreje Sever iz Gospodarske zbornice pa bo nastopila magistra Ines Gergorič, prav tako iz Gospodarske zbornice Slovenije. Okroglo mizo bomo zato nekoliko skrajšali, ne glede na to pa bomo poskusili osvetliti različne aspekte izzivov razvoja digitalnih kompetenc. Usmerili se bomo v prihodnost in poskusili predvsem govoriti o ukrepih, ki jih moramo izvesti, da bomo Slovenijo na lestvici digitalnih veščin dvignili nad evropsko povprečje. Slovenija je trenutno še kar okej, če parafraziram gospoda Kajtmana iz Evropske komisije, s čimer pa seveda ne moremo biti zadovoljni. 15. mesto je pod povprečjem Evropske unije, okoli 45% digitalno nepismenega ali slabo pismenega prebivalstva, pa je absolutno previsoka številka. Preden predstavim moje današnje sogovornice, še nekaj besed o okrogli mizi. Naslov okrogle mize je Digitalne kompetence, izziv in nuja nove realnosti. Izkušnja s pandemijo koronavirusa je povsem jasno izpostavila pomen digitalizacije za preživetje podjetij, družbe kot celote, s tem pa digitalne kompetence zaposlenih kot ključne za nemoten delovni proces. Vprašanje pa ni le, kako bo videti trg dela v prihodnosti, saj bo ta zagotovo digitalen. Ključno vprašanje je, kako priti do višjega nivoja digitalnih veščin v vseh delih družbe, ne le v gospodarstvu in javni upravi. Na okrogli mizi se bomo osredotočili na izzive, ki jih digitalizacija in potreba po razvoju kompetenc vnaša v izobraževalne procese, delo in podporo javne uprave, izzive v gospodarstvu, zlasti v srednjih in malih podjetjih, krepitev digitalne infrastrukture, vlaganje v razvoj digitalne kulture, zavedanje o pomenu digitalnih veščin in predvsem, kako lahko ključni akterji pri tem učinkoviteje sodelujejo. Nenazadnje, COVID-19 nas je na krut način spomnil na potrebe po spremembah v smeri digitalizacije za celotno okolje, od izobraževanja, trga dela in gospodarstva ter v drugih segmentih družbe. Vaša vprašanja, cenjeni poslušalci in poslušalke, so dobrodošla ves čas poteka okrogle mize. Postavite jih lahko v chat storitvi platforme Zoom in vključili jih bomo v našo diskusijo. Moje ime je Jaka Repanšek, skupaj s Katjo vodim strateško skupino za regulativo in okolje Slovenske digitalne koalicije. Naše današnje sogovornice so gospa Irena Kuntarič-Hribar iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije. Dober dan. Dober dan. Gospa Irena Kuntarič-Hribar je univerzitetna diplomirana pedagoginja, Javni štipendijski, razvojni, pokojninski in invalidski sklad pa vodi od junija 2017. Je članica Strokovnega sveta Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in članica Strokovnega sveta Republike Slovenije za izobraževanje odraslih ter predsednica Strokovne komisije Nacionalne koordinacijske točke slovenskega in evropskega ogrodja kvalifikacij. Dobrodošli in hvala, da ste z nami. Hvala. Gospa Andreja Lampe prihaja iz Združenja za informatiko in telekomunikacije, kjer vodi IKT horizontalno mrežo. V okviru strateško-razvojno-inovacijskega partnerstva se še posebej ukvarja z ozaveščanjem in razvojem na področju digitalnih kompetenc. V okviru Slovenske digitalne koalicije vodi projekt uvedbe portala, ki bo na enem mestu povezal informacije o izobraževanjih za digitalne kompetence, primerih dobrih praks in priložnostih za financiranje izobraževanj iz Slovenije in tudi Evropske unije. Dobrodošli in hvala, da ste z nami. Magister Ines Gergorič je samostojna svetovalka na Gospodarski zbornici Slovenije v službi za razvoj kadrov in izobraževanja, odgovorna za razvoj človeških virov za SRIP-e, strateško razvojno partnerstvo, strategija pametne specializacije Slovenije, SRIP Matpro, materiali kot končni produkti, IKT horizontalne mreže, SRIP tovarne prihodnosti, SRIP mreže za prehod v krožno gospodarstvo ter v okviru razvojnih projektov za področje karierne orientacije in razvoja kompetenc podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah.
Magistra Gergoričeva sodeluje tudi pri drugih mednarodnih in nacionalnih projektih razvoja kompetenc v gospodarstvu, inštitucijah znanja in izobraževalnem sistemu. Dobrodošli in hvala, da ste z nami. Gospa Katja Mohar-Bastar je od letošnjega marca direktorica Digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije, kjer se ukvarja z izpeljavo in razvojem projektov za digitalizacijo gospodarstva in celotne družbe. Hkrati je skupaj z mano sopredsedujoča strateški delovni skupini Regulativno okolje pri digitalni Katja izhaja iz regulatornega okolja, večino svoje poklicne poti se je namreč ukvarjala z regulativo elektronskih komunikacij, kar ohranja v sodelovanju s SOEKom, sekcijo operaterjev elektronskih komunikacij. Katja, hvala, da si z nami in tudi hvala za odlično organizacijo dogodka. Torej lepo pozdravljene in hvala za vašo udeležbo še enkrat. Preden predam besedo prvi sogovornici, naj preberem odgovor na vprašanje, ki nam ga je danes zjutraj poslal gospod Tomaž Kostanjevec, direktor Spirita, ki na žalost torej ne more biti z nami. Vprašali smo takole: zakaj menite, da so digitalne kompetence tako zelo pomembne za digitalizacijo, seveda skozi optiko direktorja Spirita, skozi optiko institucije, ki skrbi za pospeševanje investicij in razvoj gospodarstva, med drugimi v Sloveniji? Gospod Kostanjevec je odgovoril takole: digitalna kompetenca je ključnega pomena za gospodarstvo, delo in aktivno participacijo v družbi. V gospodarstvu je razumevanje digitalnih kompetenc enako pomembno kot znanje za njen razvoj. Digitalna kompetenca je ena od 8 ključnih kompetenc. Nanaša se na samozavestno in kritično rabo digitalne tehnologije za pridobivanje in izmenjavo informacij, komunikacijo in reševanje osnovnih problemov na vseh življenjskih področjih, tudi gospodarstvu. Morda se številnim vse skupaj sliši preprosto, a po podatkih kazalnika napredka digitalne agende za leto 2015, 40% Evropejcev nima ustreznih digitalnih kompetenc in kar 22% jih ne uporablja interneta. Poudarjam, da je pri hitrejšem uvajanju digitalnih rešitev zato ključnega pomena sodelovanje med gospodarstvom, znanostjo in državo ter dvig digitalnih kompetenc. Zmogljivosti tehnologije so tu že danes, ključni izziv je, kako dovolj hitro dvigniti kompetence vseh zaposlenih, da bodo prepoznali koristi digitalnih tehnologij in umetne inteligence za njihove poslovne procese in si upali hitreje uvajati tehnološke spremembe. Torej, nekaj besed, ki so kar dobra podlaga ali dober uvod za nadaljnjo diskusijo. Zdaj bi pa kar prešli na prvo vprašanje za našo prvo sogovornico. Gospa Irena Kuntarič-Hribar, za začetek bi vas prosil, da predstavite aktivnosti vašega sklada od razpisov delavnic dogodkov, ki lahko delodajalcem pomagajo krepiti kompetence, tudi digitalne, njihovih zaposlenih. Prosim. Dober dan. No pa za začetek, da povemo, kaj lahko sklad naredi v okviru naših razvojnih projektov. Kolegice, ki so tudi članice te okrogle mize, z nami že dobro sodelujejo, ker pač kompetenčni centri delujejo v okviru SRIP-ov, tako da se vsi zelo dobro poznamo. Res pa je, da kompetenčni centri se vlečejo že ali pa v bistvu obstajajo že od leta 2014 in v bistvu so rasli in tudi del pametne specializacije jih je vključil v svoje strategije. Zdaj, kaj se je pokazalo? Ko govorimo o sami digitalizaciji, če pogledamo kompetenčne centre prej in kompetenčne centre sedaj, se pravi te v novi perspektivi, se je digitalna kompetenca postavila v ospredje. Se pravi, vsa podjetja, ki so vključena v kompetenčne centre, se ukvarjajo tudi z digitalnimi kompetencami. Res pa je, da smo z zadnjim razpisom za kompetenčne centre uvedli, se pravi, nujni opis in nujno usposabljanje za digitalne kompetence, kar podjetja sedaj že počnejo. Se pravi, imamo kompetenčni center IKT, ki recimo v 60% vključuje svoje zaposlene v digitalne kompetence, v drugem delu, se pravi, ostali kompetenčni centri, ki pa imajo digitalno kompetenco v horizontalni ravni, pa usposabljajo tam v recimo 30% svoje zaposlene. Se pravi, če recimo damo zdaj kompetenčne centre na stran, nam ostane
projekt Celovita podpora podjetjem za starejše zaposlene. Tudi zelo uspešen projekt, ki je prav tako izluščil digitalno kompetenco v ospredje. Zakaj? Zaradi tega, ker so programi usposabljanja za starejše zaposlene prav tako vezani na spremembe v samih podjetjih. In tu govorimo o digitalizaciji poslovnih procesov, se pravi, vpeljevanjih novih tehnologij v sama podjetja, in v tem delu prav tako krepijo starejše zaposlene v delu pridobivanja digitalnih kompetenc. Kar je prav. In dejstvo je, če pogledamo pa tako malo širšo sliko, tudi PIAK, danes ste lepo na začetku povedali, kje se nahajamo v delu digitalnih kompetenc. Tudi PIAK je v delu vseživljenjskega učenja pokazal na veliko slabosti pri starejših zaposlenih. Se pravi, ne samo digitalne kompetence, govorimo o jezikovnih kompetencah, matematičnih kompetencah. Se pravi, kje smo v Sloveniji, kar se tiče samih kompetenc, omenili ste jih 9, in v delu starejših zaposlenih so te kompetence v bistvu kar slabe. In če želimo uvajati nove tehnologije v podjetja, moramo biti pozorni na vse kompetence, vendar tudi na digitalne. In zdaj so pač prišle digitalne kompetence v tem delu v ospredje. Prav tako pa se digitalne kompetence pojavljajo tudi v projektu SPIN, v katerem pa osebe, ki so pred izgubo zaposlitve ali so izgubile zaposlitve, v krajših programih usposabljanja pripravljamo na novo zaposlitev. Oziroma, da lahko ohranijo obstoječo zaposlitev, če je slučajno prišlo v podjetju do, se pravi, novih tehnoloških izzivov. Tudi v tem delu so se digitalne kompetence dvignile, se pravi, so pomembne za podjetja in podjetja vlagajo v ta del usposabljanja svojih zaposlenih. Zdaj, ali govorimo o starejših zaposlenih, govorimo v pač zaposlenih oziroma osebah, ki so pred izgubo zaposlitve. Mogoče bi v tem delu samo še to izpostavila, da ko govorimo o mladih, vsi mislimo, ja, saj mladi pa obvladajo. Ja, pa ni res. Ta trditev ni čista prava. Tako da v tem delu moramo biti pač previdni, da tudi mladi niso čisto usposobljeni v delu digitalnih kompetenc, kot jih pač pričakujejo podjetja, ali pa če recimo govorim o samem skladu, kot jih recimo pričakuje pri zaposlitvi na skladu. Tako da, ja, treba je pogledati širšo sliko in ja, podjetja se zavedajo, da digitalna kompetenca postaja ena izmed ključnih kompetenc. Hvala lepa, mladi niso tako dobri, kot bi si želeli. Tukaj dovolite, da vam dam še pod vprašanje, oziroma da se navežem na vašo zadnjo misel. Po izobrazbeni strukturi, po uspehih, ki jih dosegamo v primerjavi z primerljivimi državami, pa tudi večjimi v Evropski uniji, ko gre recimo za uspehe v šolskem sistemu, smo kar pogosto nadpovprečni, pridobivamo ali pa zmagujemo na številnih tekmovanjih v tujini, ampak ko pa govorimo o digitalnih kompetencah med mladimi, pa je pred nami recimo tudi Hrvaška in še številne druge države, ko gre za digitalno pismenost mlajše generacije. Zakaj je temu tako in kaj po vašem mnenju treba tukaj spremeniti? Če pogledamo same aplikacije, ki jih mladi uporabljajo, se pravi, rabijo samo nastavitev aplikacije in potem uporabljajo svoje prste, tako kot mi vsi. Zdaj, ko govorimo o digitalizaciji, dejstvo je, da, kot sem tudi danes že malo prebrala chat kolegov, da je del potrebno uvesti v šolski sistem. Tudi zdaj se je pokazalo, recimo v tej COVID krizi,
Ne samo to, da rabimo informacijske sisteme, ampak rabimo imeti prav tako tehnološko opremljene šole, tehnološko opremljene učence in ne nazadnje, in mislim, da je to ključna kompetenca, je digitalno izobražene učitelje. Se pravi, da imajo tudi učitelji zelo močno digitalno kompetenco. Ali imamo sredstva, strategijo in čas, da se tega čim hitreje lotimo, po vašem mnenju? Kje tukaj zaostajamo? Zdaj, recimo, če so ali pod težav. Recimo temu tako, da država strategijo digitalnega razvoja ima, ne? Ampak v delu digitalizacije je vedno tako, da ponavadi se jo dotakneš na zadnje, ne na začetku. Zaradi tega, ker imajo vsi nek strah pred implementacijo novih tehnologij. In zdaj mislim, da je ta COVID naredil neko priložnost, se pravi, dobili smo nek potisk, pozitiven, da gledamo na implementacijo tehnologij kot na neko nujo, vendar jo gledamo tudi z pozitivne plati same digitalizacije. Ker recimo, če pogledamo tudi podjetja, mogoče v prvem delu, ko smo bili v epidemiji, takrat se še ni pokazalo, da grejo določene storitve na splet, ampak recimo, če ste pogledali pa za obdobje zadnjega meseca, pa ugotovimo, da se je kar veliko število, se pravi storitvenih, se pravi tisti, ki lahko pač poslujejo preko drugih, kako naj temu rečem, medijev, me bojo kolegice popravile, ker so malo bolj kompetentne v tem delu kot jaz, ampak so se prilagodili in so se prilagodili hitro in so skočili v ta del, se pravi v to spremembo. Problem pa je, če ti nimaš niti tehnološkega okolja, da boš lahko to naredil. In recimo tudi na skladu, ko pogledam, če sklad se ne bi v zadnjih 2 letih tehnološko opremo z prenosnimi računalniki in tako naprej, ne bi mogli izpostaviti oddaljenih pisarn in zagotoviti našim zaposlenim dela na domu. Se pravi takšen, da lahko dela v varnem okolju in da je prav tako učinkovit. Tako gledam, treba po mojem mnenju pogledati res malo širšo zgodbo in res je, niso vsa podjetja v isti situaciji, niso. Enim je lažje, enim ne. Hvala lepa. O tem, v kakšni situaciji so podjetja in kateri izzivi nas tule čakajo, bo v nadaljevanju nekaj več povedala Andreja. Andreja, bi šel kar z enim kratkim podvprašanjem, preden grem na glavno vprašanje. COVID je nedvomno katalizator razvoja digitalnih kompetenc. Naučil nas je, kaj vse ne znamo, bolj kot kaj znamo. Čez noč smo se naučili delati, če lahko temu rečem, da je to del digitalne kompetence, tudi to, kar počnemo sedaj. Ampak, a bomo ta momentum, ki ga je sprožil plaz COVID-a, znali ohraniti tudi potem, ko se bo ta kriza končala, po tvojem mnenju? Ali je to samo en tak sunek, ki bo potem spet šel v stare dobre tirnice, kjer bodo vse druge prioritete pomembnejše od izgradnje, vzdrževanja in nadgradnje digitalne infrastrukture, ne le tehnične, tudi izobrazbene, politične, ekonomske. To mogoče tako bolj provokativno vprašanje za ogrevanje, potem pa bom postavil tisto vprašanje, ki se bolj nanaša na gospodarstvo. Andreja, prosim. Mi smo opazili predvsem razliko med prvim pa drugim valom te krize. V prvem so podjetja res zelo hitro skočila na ta vlak, se prilagodila, se spremenila, kar naenkrat tisto, kar prej 5-10 let ni bilo mogoče, je bilo kar naenkrat mogoče, kar naenkrat so bili mogoči digitalni podpisi, digitalno poslovanje, prav nobenega prepričevanja ni bilo treba v zvezi s tem. Ko pa je ta kriza popustila, nekje poleti, če smo prej bili sposobni digitalno podpisovati dokumente,
jih kar naenkrat potem več avgusta, septembra, ko so bile razmere normalne, to enostavno ni bilo več mogoče. Tako da z vidika digitalne preobrazbe je ta drugi val mogoče res pokazatelj, da zdaj gre pa res za res. In da to ni stvar volje, da je to absolutno nujno. In se moramo tega zavedati in resno zagrabiti. Andreja, podjetja so prisiljena v resnost zaradi preživetja. Podjetje, ki se ni v tej COVID krizi čez noč transformiralo, kar se tiče digitalne komunikacije, digitalnih poslovnih procesov, je verjetno že na poti v propad, če ni že propadlo. Mora slediti tudi v vseh drugih segmentih. In tukaj se pa zdaj navezujem na tole vprašanje, prvo za malo širše vprašanje za tebe. Kako zapreti to zanko med gospodarstvom, inštitucijami znanja in izobraževalnim sistemom iz vidika konstantnega prenosa ugotovitev znanja med vsemi omenjenimi? Kako to storiti skozi optiko gospodarstva? Zdaj, najprej, kar lahko rečem, je, da pogrešamo na nivoju države resen program razvoja digitalnih kompetenc. Zdaj, strategijo Digitalna Slovenija 2020 imamo, v nastajanju je tudi nova, ampak ne naslavlja posebej z nekim odločnim programom specifiko digitalnih kompetenc. Pa tudi to, da ko postavlja cilje, govorijo o tem, izboljšali bomo, povečali bomo, so cilji zelo neambiciozni. Jaz bi rekla, če se ozremo v prihodnost, o sedanjem stanju smo danes in včeraj kar veliko govorili. V to nastajajočo strategijo moramo umestiti najmanj, kar je poglavje o digitalnih kompetencah, to podkrepiti s programom, ki bo predvideval ene konkretne ukrepe in instrumente, kar je pa bistveno je, da bo harmoniziral med resorji te posamezne ukrepe, da bo jasen in viden proračun in ambiciozne cilje. In tudi že to, da v nastajanje te strategije in tega programa se vključuje vse deležnike. Te strategije niso dovolj dobre, če nastajajo samo nekje v okviru resorjev pri uradnikih. Treba je vključiti vse deležnike, da potem zadeve delujejo in da so žive. In ravno zdaj je odličen čas, glede na to, da smo ravno v času priprave novih programov za naslednjo finančno perspektivo, je res moj apel državi, da se ukrepe na področju digitalnih kompetenc zastavijo res ambiciozno, da so harmonizirani, predvsem pa, ko jih zapišemo, da jih tudi izvajamo. Gospod Brodnik in gospod Pesek, s katerimi v skupini Rinos poskušamo spraviti naprej akcijski načrt uvajanja računalništva in digitalizacije v šolstvo. Če bi ta program, ta akcijski načrt začeli izvajati pravočasno, pred leti, tako kot je bilo mišljeno, ta situacija šolanja na daljavo ne bi tako noro eskalirala v tem času. Imeli bi usposobljene učitelje, kar smo danes že govorili, učence, pa tudi starše pravzaprav. Tako da to je moj pogled bolj v to priložnost, ki jo imamo ravno zdaj. Imamo kar veliko denarja na voljo iz evropskih programov, dajmo ga dobro izkoristiti, dajmo se dogovoriti, kaj potrebujemo in dajmo to harmonizirati. Hvala lepa. Katja, tebe bom bolj na koncu vprašal še nekaj več o teh programih. Tukaj mislim, da boš ti lahko kar več pojasnila ali pa nam dala dodatne informacije. Andreja, se bomo še vrnili tudi na vlogo gospodarske zbornice in projektov, ki jih upravljate in izvajate tam. Zdaj bi pa prosil magistra Gergoričevo. Jaz zdaj ne bi toliko ponavljal tisto, kar smo že med vašim zelo zanimivim predavanjem danes slišali o vlogi HR-a znotraj organizacij in podjetij, ampak če vas lahko vprašam eno zelo splošno vprašanje, in če pogledate vseobsegajoče mogoče na celotno družbo, zakaj so
kompetence temelj digitalne preobrazbe? Ne vem, da mogoče se sliši naivno, ampak je dobro slišati konkretno, zakaj so kompetence temelj digitalne preobrazbe. Hvala. Jaz bi mogoče začela sam s tem, ko smo se pogovarjali o tem, kaj je tudi Andreja omenila, kaj je pomembno za vpeljavo te digitalne preobrazbe. Ne? Mi smo že na GZS-ju 2015. leta skupaj raziskovalci z Univerze v Ljubljani naredili oziroma razvili ta model dolgoročnega napovedovanja potreb po kompetencah in kot posebno skupino tudi takrat že izpostavili pomembnost digitalnih kompetenc. Te se pa seveda skozi spreminjajo in prihajajo nove tehnologije in tako naprej. Cilj je bil, da bi pač država imela neko orodje, da bi se lahko pravočasno prilagajali. Govorimo tukaj zdaj o COVID-u, ko je prišel in ko smo se mogli čez noč dejansko na hitro prilagoditi vsi, to se pravi cela družba. In žal ta sistem še ni vzpostavljen, vendar je imel podporo tudi države in poskušamo oziroma si prizadevamo še naprej za to, vendar pa po tej metodi delujemo znotraj vseh stripov na razvoj človeških virov in dejansko na mikronivoju že peljemo ta proces. Zdaj, zakaj v bistvu so pomembne digitalne kompetence? Jaz bi mogoče izpostavila en drug vidik. Namreč, to je bilo že rečeno, gospa Irena in Andreja sta že govorili o tem, da mi naredimo ta preskok oziroma da smo motivirani pridobiti nove kompetence, ker gre za to, da se mi naučimo nečesa novega, pa moramo biti motivirani, moramo biti v nekem okolju, kjer nas ni strah. Zdaj govorimo o tem, da če želimo vpeljati, oziroma če želimo, da pri mladih tudi imamo razvite te kompetence, morajo učitelji biti usposobljeni, morajo biti v podjetju usposobljeni vsi, da gre ta proces skozi. To se pravi, da ne gre samo za pridobivanje digitalnih kompetenc, gre tudi za ustvarjanje te kulture, gre za to, kako se posameznik počuti ob tem in koliko je motiviran tudi sam nekaj narediti. In tukaj je poudarek na power skillsih, soft skillsih, mehkih veščinah, kakorkoli. V šolstvu zdaj razvijajo kompetence podjetnosti, ker so pač enake, kot jih potrebujemo pol na trgu dela oziroma ki jih zahtevajo ali pa iščejo delodajalci pri svojih zaposlenih. Govorimo o proaktivnosti, govorimo o tem, da se znamo prilagajati, o agilnosti. In jaz bi mogoče tukaj izpostavila še nekaj, kar je zelo enostavno, poznamo vsi, govorimo o tem že ves čas, gre za sposobnost učenja. In to je nek proces pridobivanja oziroma učenja novega vedenja, novih stvari, ki spreminja naš pogled na svet. In kaj je temelj tukaj, zakaj so te kompetence tako pomembne? Brez tega ne bomo pridobili ne digitalnih kompetenc, ne nobenih kompetenc, ki nas bodo čakale v prihodnosti. Namreč digitalno je ena sprememba, ne? Bojo pa v prihodnosti, jaz verjamem, še veliko jih bo, ne? Če govorimo o tem, da rabimo osnovne digitalne kompetence na eni strani, zato da sploh delujemo v današnjem svetu, po drugi strani pa potrebujemo tiste bolj zahtevne digitalne kompetence, da lahko uporabljamo to omogočitveno tehnologijo, da uporabljamo tehnologijo ne samo zaradi tega, kar je lahko, ampak zaradi tega, ker vemo, zakaj jo potrebujemo, vemo, nam je neka opora in dejansko pri pridobivanju digitalnih kompetenc ali pa pri digitalni preobrazbi ne gre toliko za tehnologijo, gre za ljudi. In ljudje smo tisti, ki se spreminjamo. In tukaj bi jaz poudarila, da je treba povezati vse in tudi znotraj stripov to delamo, povezujemo dejansko in gospodarstvo, in državne inštitucije, in inštitucije znanja, in šolstvo tudi skozi druge projekte, ker vsi naenkrat moramo pridobiti te digitalne kompetence. In tukaj mislim, da ni zadosti imeti samo eno strategijo. Vsi deležniki morajo razumeti, zakaj to potrebujemo, morajo biti motivirani, da to spremenijo in potem pač se lotiti tega proaktivno. In hvala lepa. In kako bi po vašem mnenju najlažje in najučinkovitejše prišli točno do tega, kar ste zdaj na koncu povedali? Delamo skozi različne projekte, mislim pa, da je predvsem to varno okolje oziroma to, da lahko naredimo napako. Namreč, če se učimo nečesa novega, ni nujno, da nam bo iz prve ratalo. Ne? Jaz se spomnim mojega prvega online sestanka oziroma delavnice, ker smo delali delavnice skozi v živo. In seveda je bilo veliko napak in jih še vedno delamo. Ne? To se pravi, vsakič, ko se učimo nečesa novega, je treba dati neko dovoljenje, da je okej, da naredimo tudi napake. In spodbujati to, da se vsi učimo skupaj.
To se pravi, da se ne pričakuje, da bodo učitelji vedeli čez noč vse, če prej pa niso imeli nobenega izobraževanja, da se pričakuje, da bodo zaposleni čez noč pridobili vsa znanja. To se pravi, da vse inštrumente, ki jih daje država, vsa izobraževanja, ki jih imamo skozi javni sklad, vse, kar delamo znotraj gospodarske zbornice in vseh ostalih inštitucij, tukaj imamo Inspirit, Indix in vse projekte, ki jih delamo iz Evropske unije, ko prihajajo sredstva, da so povezana na tak način, da so ustvarjamo skupaj, da se učimo skupaj. Ker edino na tak način menim, da lahko gremo korak naprej. Namreč, če vsak sam zase nekaj dela in vsako podjetje nekaj poskuša, ja, eni bojo uspeli, drugi pa ne bojo, ne? Ampak če to naredimo kot neko povezovanje, sodelovanje, potem se lahko tudi medsebojno spodbujamo. Dobro, tukaj bi samo prebral zadnji stavek enega mnenja, ki ga je postavil slušatelj Renato. In sicer je takole napisal v chatu: pri učiteljih je treba zagotoviti motivacijo in dostop do znanj, da lahko učni proces prilagodijo ter da znanja prenašajo naprej. Prosim, na kratko elaborirajte vi najprej in potem še gospa Kuntarič-Hribar, potem pa gremo na Katjo. Okay. Zdaj, znotraj projekta Podvig pogum in znotraj vseh delavnic in vsega tega, kar delamo tudi z ravnatelji, meni se zdi, da motivacijo učitelji imajo. Tisto, kar nimajo, je dostop do tega znanja in čas, da se jim dopusti, da se tega naučijo. To se pravi, več majhnih skupin, več podpore in več konkretnega znanja, kako kaj uporabiti. In mogoče bolj enotne platforme, ker to smo tudi bili priča, da učitelji rabijo nešteto nekih platform, zato da pač lahko svoj učni proces peljejo. To se pravi, da imamo neko uniformno navodilo za vse in da imamo več teh podpornih skupin in konkretnega znanja. Gospa Kuntarič-Hribar, še vi prosim, motivacija in dostop do znanj strani učiteljev, kako vi vidite to dilemo? Glejte, jaz tudi menim, da so učitelji motivirani, še predvsem v tem času, zaradi tega, ker bi tudi oni radi svoje znanja pač prinesli naprej na takšen ali drugačen način, vendar jih moramo zato opolnomočiti. Se pravi, oni morajo imeti v svojih procesih možnost dostopa do teh znanj. To so multidisciplinarna znanja, ki bi se mogli pač v vse procese izobraževanja učiteljev tudi uvesti. Ni samo pač zgodba na fakulteti oziroma, da se znajde vsak profesor sam, tako ali drugače. Pojavil se je to, da je v bistvu ta problem ključen zdaj na vseh nivojih izobraževanja. Govorimo tako od osnovne, srednje šole kot celotnega visokošolskega sektorja in govorimo tudi o izobraževanju odraslih. Se pravi, moramo vedeti to, tako kot je gospa Ines že povedala, proces učenja. Se pravi, to mora postati naše gonilo, zaradi tega, ker bojo prišle nove tehnologije in prilagajati se bomo morali ves čas in učiti se bomo mogli ves čas. Zdaj, včasih tudi jaz tako rečem, saj lahko imamo motivacijskih delavnic milijon, ampak če ne bomo spremenili navade, se pravi, ki je železna srajca, ne bomo naredili napredka. In tako, kot je bilo že rečeno, če smo lahko v začetku COVID krize lahko šli na digitalno in podpise in tako naprej in to ne obdržali kot stalnico in kar naenkrat šli nazaj. Se pravi, mi imamo problem v tem, ker hodimo nazaj, ne naprej. Se pravi, bojimo se, da gremo naprej. In ko govorimo o implementaciji, se pravi digitalizaciji se pravi v podjetjih, v tem delu se prav tako z gospo Ines in z gospo Andrejo strinjam, to je proces, ki zahteva komunikacijo v celotnem podjetju. To zadevo morajo poznati vsi zaposleni, ne samo en del, ker potem lahko pride, tako kot je bilo danes že rečeno, do tega, da pride do zavračanja, se pravi neke implementacije procesa digitalizacije in prav to se nam lahko zgodi tudi na šolah. Če ni to proces, ki je usmerjen za vse in ki nima jasnega cilja, potem bomo imeli problem, ker bomo hodili nazaj. Se pravi, nazaj v del, kjer ga vsi ljudje poznamo kot v narekovaju normalno stanje. Se pravi, tam, da smo se počutili ugodno
in tam, ko smo znali živeti, tam, ko smo se znajdali, proces, ki nas ni preveč obremenjeval z našim razmišljanjem ali z novim razmišljanjem. In to je to, strinjam se, ja, proces učenja, ampak povsod. In še nekaj, ja, imamo projekte in kot smo se znali povezati kompetenčni centri in SRIP-i in na ta način širiti disimilacijo po celotni Sloveniji, ne govorimo samo v delu, in probali to povezati, mislim, da je bil to v tem delu za Slovenijo kot državo uspeh, da smo znali taka dva projekta med seboj povezati. In ja, možno bi, mislim, želim si in za določen del vem, da bomo peljali naprej in da bomo lahko v tem delu lahko povezovali tudi druge inštitucije, ki bi morale v teh procesih sodelovati. Dobro, hvala lepa. Andrej, kolega Andrej Brodnik je dvignil roko, ampak ti ne bom dal še besede, lepo prosim, ker imamo še Katjo, ki bi jo prosil, da povzame tisto, kar smo zdaj slišali skozi optiko vaše dejavnosti. To se pravi, od katalogov kompetenc, ki so tako zelo pomembni, poročilo o digitalnih profilih, ne? Kako to vpliva na študijske programe. Prosim, da se majčkeno navežeš tudi na poziv, ki smo ga pred kratkim v okviru Slovenske digitalne koalicije pripravili in naslovili na vlado in ki po mojem mnenju ni dovolj odmeval v strokovni in širši javnosti. In Katja, ne nazadnje, dotakniti se je potrebno tudi nevladnega sektorja, nevladnih organizacij. Danes o tem še nismo govorili, tudi slušateljica Alenka nas je na to opomnila. Tako da bi te prosil, da v tem, kar zdaj poveš, se dotakneš tudi vloge NGO-ov. Prosim, Katja. Najlepša hvala za besedo. Mene pa ne hecajo toliko danes veščine, kakor tehnologija. Se mi kar naenkrat začel polniti sprazniti baterijo in bom mogoče mogla vmes preklopiti na drug računalnik. Jaz vidim, predvsem najlepša vam hvala vsem, ki ste se danes udeležili. Vidim tole debato in ugotavljam, da se o kompetencah absolutno premalo govori, o digitalnih kompetencah. Se pravi, mogoče smo danes začeli en plas, da bomo prišli malo bolj do besede in da bomo spravili tudi odločevalce v situacijo, ko se bodo morali odločati tudi za to, za te ukrepe, ki jih predlagamo in ki jih tudi sami nekako oblikujemo. V današnjih predavanjih smo zaenkrat ugotovili, da so kompetence v sami digitalizaciji neke vrste mehka veščina, absolutno ni zanemarljiva, ampak je pravzaprav eden izmed najpomembnejših temeljev, saj je del delovnega procesa, ki je ravno toliko ali pa še bolj pomemben kot digitalna infrastruktura in tehnologija, če ne še bolj. Trenutno moj oseben primer je to, a bom jaz znala zdaj preklopiti na ta drug računalnik, ki mi bo tole pojedel baterijo ali ne, ampak to boste pa videli v praksi tudi vi. No, v glavnem, treba bo, kakor smo videli skozi današnjo debato, skozi vsa predavanja današnjega dneva, potrebni bojo koreniti posegi v formalno in neformalno izobraževanje. Še bolj pa bo pomembno, da se tudi vsak posameznik zaveda prednosti vseživljenjskega učenja, da izgubi strah, da pridobi samozavest za spremembe in da izgubimo vsi ta strah in predsodek učenja na napakah. Jaz mislim, da tukaj pri nas v Sloveniji, ne vem, je to naša miselnost ali kako, je zakoreninjeno, da napak ne smemo delati, ampak napake lahko delamo jih vsi in iz tega se lahko veliko naučimo. Danes sta bila predstavljena tudi 2 oziroma 3 projekti digitalnega inovacijskega stičišča Slovenije z področja digitalnih kompetenc. Janez Žezlina iz IBE Slovenija nam je predstavil izsledke raziskave potreb slovenskih malih in srednjih podjetij po digitalnih znanjih in veščinah. Zdaj smo izvedli prvi del in to je bilo danes predstavljeno. To je bila kvantitativna analiza, vprašalnik, ki nam da nek širši pogled. Zdaj pa je na vrsti kvalitativna raziskava. Ta bo pa še bolj poglobila ta spoznanja in pa rezultate mogoče nekoliko tudi razložila sploh na teh temeljnih kompetencah, ki jih raziskujemo. Ti rezultati bodo objavljeni in komunicirani tudi v prihodnosti preko naših komunikacijskih kanalov, preko naših partnerjev in celotno raziskavo pa bomo uporabili za to, da bomo začeli oblikovati katalog digitalnih kompetenc.
To bomo delali seveda z vami, s partnerji, poslušamo vas, oglasite se nam, zato ker pač vsako mnenje šteje. Mislim, da skupaj v sodelovanju lahko naredimo zelo dobre stvari. Drug projekt, ki ga tudi izvaja DIH Slovenije, oziroma druga dva projekta, nam je pa predstavil dr. Igor Pesek iz Univerze v Mariboru. To pa je napovedovanje potreb po kadrih na področju digitalnih profilov in pa oblikovanje predlogov vsebin za študijske programe. V glavnem, v predstavitvi vam je pokazal rezultate te analize, analiz obeh, ki so pač pregledali študijske programe, profile in polinkali med sabo tako profile kakor programe in ugotovili, da predvsem manjka multidisciplinarnost. S tem se jaz absolutno strinjam. In tako, kot so danes velikokrat slišala, pač najbolj pomemben je, da se stimulira učence v osnovnih in srednjih šolah. Tudi tukaj jaz lahko povem pač osebno izkušnjo. V 5. razredu je računalništvo zgolj neobvezni izbirni predmet. Ravno tako v 4. To bi mogel biti pač obvezni predmet že od 1. razreda, zagotovo. Učenci, tako kot je gospa Irena povedala, znajo si inštalirati aplikacijo, ne znajo pa nečesa sami narediti. Zmanjka jim torej tista, kako bi rekla, neka znanje ustvarjanja, ne samo uporabe, no. Tako jaz to zelo laično povem, a ne. Ampak s tem, kar smo se zdaj pogovarjali, smo pokrili predvsem aktivno prebivalstvo. To so šolski študijski programi. Poslušali smo tudi Ines in pa Tino, ki sta govorile iz zornega kota kadrovske službe oziroma kadrovskih oddelkov pri zaposlenih. Tudi mi delamo največ seveda za mala in srednja podjetja in za njihove zaposlene. Videli smo, kaj se je zgodilo s prvo karanteno, ko so se morali ljudje doma znajti, se sami brez IT-ovca priklopiti na vse platforme in kar naenkrat na silo pridobiti neka znanja, ki jih prej niso imeli, a ne. Ampak nismo se pa še dotaknili pa celotne družbe, to pa mogoče zdaj stopim v čevlje sodelovanja z Jakatom in pa z Andrejem Brodnikom v Slovenski digitalni koaliciji, pa bo Andrej potem imel več tem za obdelati. Še besedo, da mogoče še kaj on. Hotel nekaj vprašati, Andrej. Katja, prosti, kar dokončaj, pa damo potem Andreju besedo. Ja, mogoče samo še jaz omenjam tukaj to, kar je digitalna koalicija v svojem pozivu vladi povedala oziroma dala izjavo, ki še ni bila dovolj komunicirana, ampak jaz verjamem, da nam bo tudi to uspelo v prihodnosti. Tukaj so vključene tudi nevladne organizacije, ki posebej opozarjajo na to, da so skupine prebivalstva, ki so izključene in s tem, ko bomo prišli iz te krize, bodo te skupine ostale zadaj. Ne samo zdaj otroci starejši, ampak pač celi deli Slovenije, ki pač nimajo možnosti bodisi zaradi belih lis, bodisi zaradi socialnega statusa, ampak v glavnem razmišljati je treba tudi o tem. Zato je v bistvu sicer Andrejeva skupina, strateška delovna skupina za kompetence, pa sem si kar vzela pravico, da jaz tudi tole preberem, kar ste napisali, in pa predstavniki nevladnih organizacij smo predlagali vladi skupaj, da se do leta 2023 sistemsko omogoči krepitev zaupanja prebivalstva v digitalne tehnologije z digitalnim opismenjevanjem in ozaveščanjem o vplivu tehnologij na vsakdanje življenje. Primeri tega so recimo izobraževanje, promocijske aktivnosti na terenu, predstavitve, delavnice in pomoč uporabnikom v lokalnih okoljih. Da se do leta 2022 vsem državljanom Slovenije sistemsko omogoči pridobivanje temeljnih znanj računalništva in informatike, vključno z obveznim predmetom v osnovni in srednji šoli, s čimer se jaz res kot starš absolutno strinjam, ker so digitalna znanja in kompetence osrednja znanja za digitalno družbo 21. stoletja, kot tudi napotuje dokument EU Digital Education Action Plan do leta 2027, da se do leta 2023 izvedejo ukrepi za izboljšanje e-vključenosti ranljivih skupin in podeželja preko podpore aktivnosti civilne družbe.
To je na primer podarjanje obnovljene in prilagojene računalniške opreme za socialno ogrožene posameznike in gospodinjstva, spodbujanje dela na daljavo na podeželju in razvoja neprofitnih digitalnih storitev za kakovostno življenje na daljavo. Okay, Katja? Ja? Jaz to berem zdaj, tako da vam... Verjetno bo še mečkim tudi Andrej to pokomentiral, a ne? Andrej, ti pa povej še, kaj je vaša skupina še zraven predlagala, ker tega pa nisem uspela prebrati, pa vem, da veš na pamet. Andreja, imaš ti vprašanje? Hvala lepa, Katja, za tole, pa k nevladnim organizacijam se bomo sigurno še vrnili. Andrej, imaš ti vprašanje ali bi želel kaj dodati, pa da si mogoče kratek lepo prosil? Zelo kratek, bom zelo kratek. Navezal se bom na tisto, kar je kolegica Irena govorila o izobraževalcih. Namreč kolegica Andreja je v skupini, ki se ukvarja v strateški, oziroma v skupini, ki je imenovalo Ministrstvo za uvajanje osnovne in srednje šole pouka računalništva in informatike. In ta skupina je dejansko izpostavila, poleg tega, da je treba vpeljati, pozor, te, kar govorim, je v bistvu to, kar delajo druge države že 5 let nazaj, da je treba vpeljati obvezen predmet, pa da je treba kompetence digitalne vpeljati vse predmete, od biologije do glasbe in tako naprej. In uporabo teh kompetenc. In tretja točka, pozor Irena, na to se pa tukaj na vas navezujem, ki je pa najbolj ključna. Namreč te prvi 2 točki so Angleži naredili leta 2012 in so imeli 2014 potem problem. Namreč ta tretja točka je pa nujno pomembna, da je treba izobraževalce usposobiti, da lahko izobražujejo oziroma omogočiti, da jih lahko ne samo, da uporabljajo digitalno tehnologijo, ampak da jo lahko tudi predajajo svojim izobraževancem. Zdaj, kako to narediti? Tle sta zdaj 2 zadeva. Prva stvar je, pre-service training se imenuje, se pravi izobraževanje pred koncem izobraževanja. To morajo pedagoške fakultete narediti same v svojih študijskih programih. Pika. Kako daleč so, lahko njih vprašate, mislim, da ne preveč. Druga stvar je pa in-service training, to so pa tisti, ki so v izobraževalnem procesu, ki so že učitelji in te so večji problem. Ma ne problem zaradi tega, ker bi bili problem, ampak problem so zaradi tega, ker jih je zelo veliko in jih je treba usposobiti. Zdaj, mi smo pripravili v akcijskem načrtu tudi kompleten načrt, kako se do njih dostopi in kako se jih doizobrazi. Poleg tega je bil ta akcijski načrt vključeval, v skupini sodelujejo tudi predstavniki sindikata, tako da smo tudi z njimi dorekli, da je to doizobraževanje dejansko uspešno in dolgotrajno zdržno, kot se temu reče. Namreč nekaj narediti eno akcijo je brez veze. No in ideja je približno prišla tako daleč, da bi bilo potrebno učiteljem ne omogočiti in jih motivirati, da bodo šli v to. Ampak preprosto jim reči, to je del vaše obveznosti, delovne obveznosti, kar bi pomenilo, da se jim razbremeni v nekem določenem deležu izvajanja pouka in v tem času potem pristopijo k temu izobraževanju. Da bomo gradili na motivaciji, jaz v to ne verjamem, ker tudi na motivaciji gradimo trenutno v šolskem sistemu, kjer govorimo, se bodo otroci vključili v neobvezne, kako se reče, Katja, neobvezne izbirne predmete ali pa neobvezne izbirne. Ja, kdo se vključi? Vključi se tisti, ki ima starše, ki v tem nekaj razmišljajo, ki se jim zdi to pomembno. Na koncu rezultat tega je samo to, da je razslojenost v družbi še veliko večja, še potencirana, ker preprosto ne moramo delati nekaj na nečem, kar je prostovoljno in motivacijsko. Ne gre, žal ne. Marija Terezija je vpeljala pouk računanja, branja in pisanja in zdaj vsi znamo brati in pisati. Če ne bi pa samo tisti, kjer bi ati pa mame mislili, da je bilo to dobro. In jaz mislim, da je tukaj ista zadeva. Hvala. Hvala, Andrej. Preden dam vam besedo, gospa Kuntarič-Hribar, bom vsem prosil še Andrejo, da nam majčkeno bolj natančno tale portal za nacionalni program predstavi. Potem vas bom prosil, da greste vi na repliko ali pa da nekaj poveste o tem, kar nam je zdaj Andrej predstavil. Na desni strani v chatu se je razvila izjemno zanimiva debata. Katja, jaz upam, da bo to nekdo shranil in kondenziral v nek dokument, ker to je nekaj neverjetnega. Jaz bi lahko samo to bral, pa potem vas ne bi poslušal. Ampak Andrej, tukaj sta ti Dare Stojan in Gregor iz Softeka napisala, zadeli ste bistvo, Andrej, bravo, prva liga, tako da očitno si zadev že blico na glavico. Ampak Andreja, najprej ti prosim, če predstaviš portal za nacionalni program, potem pa gremo takoj k vam, gospa Kuntarič-Hribar. Ja,
Če ste bili z nami danes tudi na uvodnem predavanju, ste gospoda Kajtmana iz Evropske komisije slišali. Na nivoju Evropske komisije se pripravlja centralna platforma za digitalne koalicije, kjer bo koncentrirano vse znanje pa informacije pa dobre prakse, izobraževanja, novice, dogodki, politike, priložnosti za financiranje vseh evropskih držav. Naj povem, da je Slovenska digitalna koalicija bila ena izmed prvih 8 držav, ki je bila izbrana, da ta portal naredimo tudi v Sloveniji. Tako da projekt se je ravnokar začel, tam nekje spomladi pričakujemo, da bo lansiran, bo tudi v slovenskem jeziku, bo povezan z centralno platformo, od koder bomo lahko tudi po eni strani povzemali informacije in jih prevajali, bodi se od Evropske komisije, bodi se od drugih držav, po drugi strani pa tudi naše informacije, naše priložnosti dajali na voljo drugim evropskim državam v uporabo, v vpogled, v deljenje. In bo namenjen temu, da se ta ekosistem vseh deležnikov, ki se ukvarjajo z izobraževanjem, na vseh nivojih, ki smo jih prej omenjali, bolj poveže in si med sabo menja prakse. Jaz moram reči, da že današnji dogodek je res velik napredek. Jaz se ukvarjam veliko z kompetencami, pa sem o nekaterih projektih prvič slišala in je super. Tako da nujno potrebujemo nek tak skupen portal, kjer si bomo povedali, kje so priložnosti in jih potem tudi uporabljali. Tako da na ta portal bodo deležniki Slovenske digitalne koalicije, pa tudi vsi vi, ki se s tem ukvarjate, lahko nalagali svoje primere, svoje izobraževanje, svoje vire, svoje dobre prakse, ki bodo potem na voljo vsem. Pričakujem, da tam nekje spomladi prihodnje leto bo to zaživelo v okviru portala Slovenske digitalne koalicije digitalna.si. Hvala lepa, na tem projektu res delate in delamo zelo intenzivno, to je odlično. Gospa Kuntarič Hribar, prosim, če mogoče elaborirate oziroma nekako replicirate tisto vse, kar smo slišali od gospoda Brodnika. Prej ste dvignili roko, pa tako da beseda je vaša. Ali pa če želite kaj dodati? Nočem delati replike, ker se absolutno strinjam z gospodom Andrejem, v bistvu s kolegom. Zdaj, edino, kar bi rada dodala v tem delu, da ne smemo pozabiti, in na to opozarjam zdaj že nekaj časa, je na didaktiko in metodiko poučevanja posameznih predmetov, ki se bojo izvajali oziroma se izvajajo v digitalnem okolju. Tudi učitelji nimajo orodja, s katerim bi lahko poučevali. Ne govorimo zdaj o digitalnem okolju, ampak recimo zdaj, ker vidim komentarje, ker imajo pač kolegi, ki prisostvujejo konferenci, pač zdaj možnost spremljanja poučevanja na daljavo, se vidi razlika med učitelji, ker se vsak učitelj znajde po svoje in to kar naenkrat ni načrtovan proces, ampak je znajdi se. In to ni v redu. Govorimo, da to ni v redu. Tako da sem želela Andreja dopolniti samo v tem delu in še nekaj bi rada poudarila. Ko pa nekdo enkrat pride iz izobraževalnega procesa oziroma iz zaposlitvenega procesa, recimo v penzijo, se pravi, ko se to prevesi življenjsko obdobje v tretje življenjsko obdobje. Tukaj imamo zelo veliko skupino ljudi, ki šteje preko 600.000 ljudi in jih ne smemo zaradi digitalizacije družbe pozabiti.
tudi njih je potrebno usposobiti, da bojo lahko živeli v tej družbi, ker bojo živeli do svojega 90., ker smo dolgoživa družba in na njih ne smemo pozabiti. In v tem delu, kar ste prej omenili, pa nevladne organizacije, v tem delu pa vidim poudarek nevladnih organizacij, ki lahko naredijo zelo veliko za to družbo. Ampak to bo moralo priti tudi do ljudi, da so ti programi, te možnosti na voljo. Mojega očeta, ki je star in v covidu si ga seveda ne želimo, da hodi v trgovino, mu naročamo hrano otroci preko interneta, da mu dostavi na dom. Oče pri teh letih preprosto ne more in ne zna uporabljati nobenih komunikacijskih tehnologij, ne da se ne bi mogel naučiti osveščenost o tem, kje bi se lahko naučil, kako se lahko nauči, do njega še ni prišla, razen skozi usta besede njegovih otrok. In to je tipičen primer skupine ljudi, ki če ne bi imeli otrok, ki smo digitalno pismeni, bi seveda hodili v trgovino, tako kot drugi, in morda za odtenek bolj se s tem tudi po nepotrebnem ogrožali. In tukaj je recimo slušatelj Elvir napisal še nekaj drugega, da se premalo dela v chatu, da se premalo dela na promociji in pomembnosti digitalnih veščin v vseh, mišleč v vseh strukturah družbe. Kako pa to spremeniti? To je vprašanje za vse. Mogoče Katja, Irena, Ines, Andreja, kdorkoli želi na tole nekaj povedati. Kaj lahko tukaj storimo? Kaj moramo tukaj? Ja, hvala. Mogoče kar jaz začnem, če dovolite. Jaz mislim, da tale današnji dogodek je že prvi korak k temu, da se začnemo. Vsaj, dobro, tukaj smo tisti, ki se zavedamo pomena digitalizacije. Konec koncev je to konferenca Go Digital. Vendar pa smo lahko tudi tisti, ki nekako širimo besedo o tem, kaj smo govorili. Naše poslanstvo, naša vizija je to, da digitaliziramo slovensko družbo, da digitaliziramo slovensko gospodarstvo, ampak vemo tudi to, če ne bo družba digitalizirana, tudi ne bo potrošnikov, ne bo tistih, ki povprašujejo po produktih gospodarstva, ki jih ponuja na digitalen način. Torej, jaz mislim, da več takšnih dogodkov, mislim, da se o tem vsi strinjamo, o tem čim več govoriti in tudi mogoče na bolj širšo javnost apelirati preko drugih kanalov in morda pa izkoristimo tole okroglo mizo, pa si sprejmemo skupaj eno zavezo, en način, na kakšen način bomo to naredili, tako da pač predlagam tudi ostalim udeležencem, da dajo kakšno idejo. Mi smo za in smo tudi podporno okolje, tako da mogoče lahko skupaj kaj dobrega naredimo. Kar se tiče idej, jih je na desni strani, ne vem, če spremljaš, ampak tako, ne na 1 minuto, na 10 sekund prihajajo ali pa na pol minute prihajajo noter. Še enkrat, dragi organizatorji, tole bo treba copy-pastati in spraviti v nek dokument. Dobro, Andrej spet dviguje roko. Andrej, dal ti bom za kratek čas spet prostor, ampak prej pa vendarle panelistke, če lahko še ve, morda kaj dodate na to, kar je zdaj povedala Katja, oziroma kar je bilo postavljeno kot vprašanje iz publike o osveščanju. In Katja, ta dogodek je izjemno pomemben, dosti nas seveda prepričane podučujemo o tem, kako je pomembno to. Moj oče pa je še vedno doma in še vedno mora ta informacija priti do njega. In tudi do tistih otrok, katerih starši morda niso digitalno osveščeni, pa jih je treba te otroke postaviti na enak piedestal možnosti kot otroke starši, ki so digitalno osveščeni. In tu bi preden dam Endiju spet besedo, prosil, da še mečkam Andreja, Irena, Ines pokomentirate, prosim. Mogoče bi jaz sem dodala, da glede na to, da obstajajo marketinški prijemi in da govorimo o zelo različnih ciljnih skupinah, da jih je treba nagovarjati drugače, da je treba uporabljati drugačne kanale in tukaj vidim, ker če mi se pogovarjamo, Katja, to je super konferenca in ta Go Digital je odličen, vendar se pogovarjamo ljudje, ki že nekaj o tem vemo, ki smo mogoče o tem ozaveščeni. Kako pač pride do tistih skupin, ki ne bodo na Go Digital ali po podobnih konferencah, ki se ne gibajo o teh. To je vprašanje, oziroma iz kje bomo to financirali, oziroma na kakšen način bomo temu pristopili. Mislim, da tukaj potrebujemo in NGO-je, in državne pač inštrumente, in tudi vsa podjetja, vso šolstvo, da stopi en korak bliže k temu. Tu je izjemen Pa strinjam se, samo to bi povedala, da se strinjam z Andrejem,
da je nujno to upeljati v učni proces že na faksu in je to samo tehnologija, ki jo uporabljamo za dosego ciljev in je treba pač upeljati sam proces in didaktiko in didaktika je tukaj največji problem, kakor pač slišim z terena. Tako da vsaka čast, Andrej. Ja. Hvala lepa in še enkrat bi počrtal pomen nevladnih organizacij, tako kot ste sami omenili. Ines, Andreja, Irena, prosim še vaju dve, Andy, potem si pa ti. Čisto na kratko z moje strani, tako kot je malo že Ines nakazala, marketing ima natančno vse odgovore, kako se taka kampanja lahko pripravi, da nagovarja na nacionalni ravni vse tiste deležnike, ki jih mora. Ne? In tako kot vsi zdaj vemo, kaj je po Hofer ceni, bomo tudi vedeli o digitalnih kompetencah, če bomo dovolj dolgo res, pa da ne rečem, bombardirani s temi informacijami, pika. Tle je treba finančna sredstva nameniti. Jaz doživljam, da je ogromno lušnih projektov, dobrih projektov, ki so že zdaj živi, že zdaj imajo rezultate, pa zato, ker o njih ne govorimo na tak način, jih diseminiramo v nekih ozkih okoljih, enostavno ne pride. Potem bi pa odprla vseeno še eno bolečo točko, ki nam tudi nekako ne gre v Sloveniji speljati, in sicer nacionalna platforma za napovedovanje potreb po kompetencah. Ne vem, kaj je še potrebno v zvezi s tem povedati, da je to res nujno in točno odraz tega, kako smo neharmonizirani pri strategiji pa med resorji, ki so odgovorni za posamezne stvari, je natančen rezultat tega, da se najprej gledamo, kdo je pravzaprav za to odgovoren in pa, ko že rečemo, ok, ti si za to odgovoren, se še vedno nič ne zgodi. In o tem govorimo že, kaj Ines, 5 let? V bistvu 5 let in Andreja še nekaj, če bi to imeli 5 let nazaj, bi zdaj bili bolj pripravljeni, ker bi dejansko imeli digitalizirano platformo, to se pravi podprto s tehnologijami, da bi lahko vedeli, kaj nas čaka in kakšne so potrebe v Sloveniji glede na globalne trende. In to delamo v SRIP-ih, ampak SRIP-i niso zadost za vse pore družbe. In če se navežem na včerajšnjo predavanje Petra Vosnerja, verjamem, da se vas je dotaknil, on je res lep graf pokazal, kje so potrebe, kdo ve, ali izobražujemo danes v vseh tem izobraževalnem sistemu tiste kadre, ki jih bomo jutri rabili. Dobro. Res nujno. Jaz na tem delu lahko samo to še dodam, da recimo sklad, takrat, ko ima priložnost, vedno izpostavlja naslednje, bom rekla, zgodbe, ki so pomembne za državo. Eno je bilo, se pravi, ravnanje s starejšimi zaposlenimi, druga je bila digitalizacija in tretje je zeleno. Se pravi, karkoli povezano z zeleno. Se pravi, to so 3 stvari, na katere sklad opozarja oziroma govori, disimilira že, bom rekla, več kot 5 let. Digitalizacija je bila vedno za sklad pomembna in vedno smo govorili o digitalizaciji, tudi takrat, ker nekdo tega ni hotel slišati. Je pa res, da digitalizacija bo šla v vse pore naše družbe in mora biti nacionalna strategija. To mora biti nacionalna strategija. Ne more se 5 deležnikov na 3/4 prostovoljno ukvarjati z tako pomembno zgodbo v državi. In ko bo ta zadeva urejena, takrat lahko gremo z nacionalno kampanjo v celotno zgodbo in jo disimiliramo. Tudi GZS, se še spomnim iz mojih časov, ko sem še delala na GZS-ju, ko se je uvedel DDV, je lahko Gospodarska zbornica Slovenije zadevo predstavlja celi državi, vsem podjetju v roku, mislim, da pol leta. In to je bil takrat velik projekt za celo državo in vemo, kaj se je zgodilo z DDV-jem. Se ga imamo vsi in Ben se sploh ne sprašuje več, zakaj je bil uveden, pa zakaj ga imamo. Ampak hočem povedati,
rabimo imeti cilj, rabimo imeti strategijo in vedeli bomo, kaj bomo naredili. In potrebno je vključiti vse deležnike iz vsem, ki za to mizo sedimo, a ne? Tudi Andreja, ki dela pač na univerzi, pa bomo vključili pač vse univerze, ki jih imamo, ampak treba je skupaj prijeti in skupaj narediti. Gospa Irena, tukaj mislim, da me bojo in Andrej in Katja in Andreja in še vsi, ki nas poslušajo z digitalne koalicije, več kot podčrtali vaše besede. Digitalna koalicija točno to počne. Bila je ustanovljena z namenom, da se združi deležnike iz vseh por družbe, od gospodarstva, rektorata, NGO, javnega sektorja in tako naprej. Pa vendar je seveda to še vedno pogosto ali prepogosto na dosti, bom rekel, prostovoljni ravni. Ne govorim kot posameznik, vendar kot institucije, ki se združujejo v to. Ta preskok od te ureditve, ki jo imamo, povezovanja deležnikov, do sistemske ureditve, na kar pravzaprav od ustanovitve digitalne koalicije opozarjamo, bo po mojem ključen. To me bo lahko brez skrbi, da tudi Katja in Andreja zdaj podprla v tej misli. Ampak Andrej, preden preberem nekaj vprašanj, ki so se nam v chatu pojavile, dajem tebi besedo, na kratko prosim, da povzameš. Hvala, Jaka. Jaz bi tam začel, ker si ti v bistvu končal ali pa končuješ, oziroma kjer je Irena začela. Namreč v pozivu vladi, ki ga je Slovenska digitalna koalicija poslala oktobra in morda, kot je bilo že povedano, je morda bil na nek način prezrt, samo bom prebral v prvi točki prvo zadevo. Piše: poudarjamo pomen medsektorskega povezovanja pri spodbujanju in zagotavljanju digitalizacije v Sloveniji. Namreč, dokler ne bo to projekt vlade in medsektorskega povezovanja, toliko časa se lahko pogovarjamo posebej na Ministrstvu za izobraževanje, kako bo to šlo v šole, na Ministrstvu za delo, družino, enake možnosti, kako se bo to v celoživljenjskem izobraževanju dogajalo. Te stvari je treba spraviti v strateški plan države. Zdaj, če se bo država odločila, da bo šla zeleno digitalno, potem mora, ne vem, jaz si predstavljam biti nek minister, ali pa minister brez listnice, ki bo zadolžen za to, da bo to spravil skozi. Ker dokler ne bo nekoga, ki bo imel na eksekutivni ravni, na izvrševalni ravni dovolj moči, da bo lahko karkoli spreminjal, toliko časa bomo vsak po svoje v svojem vrtičku nekaj delali. Ker to, kar se pogovarjamo, kar zadeva formalnega izobraževanja na eni strani za Ministrstvo za šolstvo, recimo, ali pa na izobraževanje, znanost in šport, in po drugi strani na Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti za vseživljenjsko izobraževanje, pogovarjam se o isti zadevi. Vsebina je ista, samo izvedba je različna. Ne, vsebina je pa ista, ne vem, zakaj bi mogli dvakrat vsebino isto pripravljati, če gremo z isto vsebino na dva načina. Tako da en od mojih predlogov je spet, kar zadeva za vseživljenjsko izobraževanje, kar se z Ireno povsem strinjam in je zelo pomembno in mislim, da me bo še marsikdo tudi, kar se tega tiče, podprl oziroma se bo strinjal z mano, ne, bi jaz dodal eno stvar, zakaj pa ne bi recimo vpeljali enega sistema voucherjev za ljudi. Namreč ne pozabiti, mi lahko naredimo reklamo, da je to izobraževanje obstaja, ampak potem bodo pa ljudje rekli, jaz pa to ne bi šel, ker ne stane preveč. Ne, obrnimo zgodbo. Dajmo človeku voucher, na 5 let gre še enkrat skozi eno tako izobraževanje in bomo nivo znanja na celotni družbi dvigali na tem področju. Pri tem pa opozarjam na eno zelo pomembno zadevo. Ne relativizirajmo situacije. Če se pogovarjamo o brbučkologiji, pač se pogovarjamo o brbučkologiji, ki v tem trenutku verjetno ni tako pomembna kot digitalnost družbe za 21. stoletje ali pa digitalna izobrazba ljudi za 21. stoletje. To se prvič, da ponovim, medsektorsko sodelovanje in drugič, ne relativizirajmo in tretjič, sodelovanje na celotni vertikali življenja ljudi. Andrej, najlepša hvala. Katja, voucherji, ideja, ti veš več o voucherjih in projektih, ki jih vodimo. Ti voucherji niso kot boni turistični, ki jih je vsak dobil, tudi otrok. Ti voucherji so malo bolj fokusirani. Mogoče je pa Andrej mislil, da bi namesto turističnih bonov v 2021 po 200 € odrasli, 50 otroci, imeli digitalne bone. Komentar, provokativne, ampak izvedljive ideje. Prosim. Jaz mislim, da je to čisto na mestu. Mogoče bi obrnili
zgodbo pa bi imeli otroci, pa starejši po 200 evrov, pa odrasli po 50, ker bi bilo mogoče bolj koristno. Jaz tudi upam, da nas kakšen predstavnik države posluša našo debato. Moram reči, da ne samo jaz, še vsaj Andreja je bila še zraven na zaključni delavnici Ministrstva za javno upravo za pripravo digitalne strategije Slovenije, kjer smo govorili o mnogih vidikih digitalne strategije, tako o umetni inteligenci, kot o gigabitni družbi, e-vključenosti in tako naprej, ampak o kompetencah pa nismo govorili. In tudi ni bila posebej delovna skupina za to in tudi precej smo opozarjali, da to manjka na tej zaključni delavnici, tako da dejansko polagam na srce, če je kdo tukaj iz MJU-ja, dajte vključiti kompetence noter v digitalno strategijo. Mislim pa, da tudi skozi digitalno koalicijo to lahko še enkrat sporočimo in tudi mislim, da tole današnje srečanje, da bo pustilo nek vtis in da bomo tudi najdeli možnost za naslednja srečanja za razvoj takšnih idej. Tako da vavčerji pa jaz vzamem namesto turističnega bona z veseljem. Dobro. Počasi se približujemo zaključku naše okrogle mize. Vseh vprašanj ali pa komentarjev in debat, ki se odvijajo na desni strani mojega ekrana v chatu, niti slučajno ne morem prebrati, ker jih je preveč, so pa zelo zanimivi in priporočljivo branje tudi po koncu našega današnjega pogovora. Počasi bi vse kolegice prosil, da podate neko zaključno misel, da nekako povzame tisto, kar se nam zdi najpomembnejše iz današnje diskusije. Navrgel bi morda samo eno kost, eno vprašanje kolegice Milene, pravi super debata, ampak ste že razmišljali tudi o tem, kako bodo iskalci in kandidati za zaposlitev najlažje izkazovali nabor iskanih in pridobljenih kompetenc, kako bodo to potem enkrat tudi dokazovali in izkazovali. In je že bil tudi kar nekaj odgovorov. Matjaž recimo pravi, da je dokazovanje takšnih kompetenc zelo problematično lahko, so težko dokazljive. Skratka, številni praktični problemi nas čakajo, ne glede na to, kako hitro in kako učinkovito se bomo lotili pridobivanja in izobraževanja na področju digitalnih kompetenc. Tako, prosim lepo, ker gremo po vrsti, pa bi začeli z vami, gospa Irena, pa da nekako povzamete tisto, kar je po vašem mnenju najbolj ključen poudarek naše današnje diskusije in usmeritev za prihodnost. Prosim. Jaz mislim, da to, kar smo danes vsi skupaj poudarjali, je to, da moramo skupaj stopiti, skupaj narediti in skupaj ugrizniti v ta jabolk in narediti zgodbo. Če tega ne bomo naredili, se bomo čez 10 let pogovarjali o čist enaki zgodbi, samo mogoče na malo drugačen način. Jaz mislim, da smo vsi pripravljeni, da gremo v to, da se bolj povezujemo. Imamo primere dobre prakse, SRIP-i, KOC-i, to so res primeri dobrih praks, ki bi jih lahko še malo bolj razširili. Tudi mislim, da v prihodnosti, kar se tiče digitalizacije, mislim, da bo tudi nov OP pokazal, da je del denarja namenjen tudi temu. Ne vem, razreza čistega ne poznam, tako da za zagotovostjo ne morem trditi. Kar se pa tiče dokazljivosti kompetenc, jaz mislim, da v naši državi imamo z vsemi dokazljivostjo iz vseh kompetenc problem. Vsak se vedno sprašuje, kaj kdo res zna in to mora kar na enem papirju prinesti pokazati, ker drugače itak nič ne velja. Če ni na papirju, pač ne velja. Jaz mislim, da če osebo preverimo, znamo jo preveriti, takoj vidimo, ali oseba to zadevo zna ali ne zna. Katerokoli kompetenco. Zdaj pa, ali jo bomo pa merili to kompetenco, raba še en papir za to, da jo bomo dokazovali. Se pravi, ja, lahko tudi to naredimo, ampak to nam bo zakompliciralo sistem še za naslednjih 5 let. In potem vprašanje, če si letos dokazal svojo kompetenco in imaš za to papir, to pomeni, da jo moraš čez 5 let tudi, v bistvu čez 6 mesecev, čez 1 leto. Ne, to so res vprašanja,
ki mislim, da jih boš pustimo za drugič, če bomo že to naredili, da bomo digitalno kompetenco uvedli v vse pore našega sistema, bomo naredili že veliko. Hvala lepa, se to vprašanje je bilo v resnici namenjeno vam in ste zelo dobro odgovorili, pa nekaj vam lahko rečem, tudi če imaš papir, se to področje tako hitro spreminja, da ga čez eno. Tako da sigurno ne bomo tega dokazovali s papirjem, kar tudi ni namen. Andreja, denarja EU je v naslednji finančni perspektivi na voljo za področje digitalizacije veliko. V COVID Rescue paketu finančnem Evropske komisije, Evropske unije Slovenija dobila lep kos pogače, vsaj tako se zdi. Poudarek je na digitalizaciji in zelenih tehnologijah. Ali smo sposobni ta sredstva v Sloveniji tudi koristno, pametno in strateško uporabiti, ko govorimo o digitalizaciji in digitalnih kompetencah, in pa seveda tvoje zaključne misli. Prosim, Andreja. Jaz sem trdno prepričana, da smo več kot sposobni, da bi se pa to lahko zgodilo, pa moramo biti deležniki povabljeni k mizi, da se pogovarjamo o tem, kaj morajo te programi vsebovati in katere probleme, katere projekte naj nagovarjajo. Nič se ne bo spremenilo, če bodo te programi nastajali v pisarnah uradnikov. Se pravi, nek nacionalni program, če še enkrat ponovim, nacionalna karierna platforma in potem mogoče še ena tretja točka, na katero bi opozorila, ogromna ponudba nekega neformalnega izobraževanja na področju digitalnih kompetenc je na trgu. Ni pa nujno na dovolj visokem nivoju, tako kar se tiče vsebine, kot predavateljev. Tukaj nujno rabimo neke vrste konsolidacijo, kjer bi obstali potem res tisti programi, pa tisti predavatelji, ki so za to usposobljeni. Ne vem, morda preko neke vrste akreditacij. Zdaj, ogromno je bilo narejeno, smo slišali kolega iz Univerze v Mariboru na teh primerjavah. Morda že imamo zdaj vsaj nek nabor nujnih digitalnih kompetenc, na katere bi pa lahko pripeli neke take akreditacije. Pomeni, da bi bila pridobljena znanja primerljiva, da bi bili izobraževalni programi primerljivi in kvalitetni in imeli učinek. Hvala lepa, Andreja. Ines, prosim. Jaz bi mogoče samo še enkrat ponovila, če mogoče ni bilo dostikrat povedano, da res nujno potrebujemo to nacionalno platformo za napovedovanje potreb po kompetencah, ker nam to nekako kaže smer, v katero moramo iti. Ne samo za gospodarstvo, ampak za celoten sistem, ker namreč tudi v sripih se vrača vse ugotovitve, gre nazaj v izobraževalni sistem za prilagajanje programov, za to neko pripravljenost. Zdaj, ko sem jaz razmišljala, kako te kompetence upeljevati, meni se zdi, glede na to, da veliko tudi preberemo o tem, kaj se dogaja tudi v svetu, to so kompetence, ki so zdaj trenutno zelo pomembne. Tehnologija se spreminja, zdaj smo tudi digital, green, creative in tako naprej. V šolskih projektih, ki jih delamo, teh strateških, recimo se pogovarjamo o stvareh, o katerih so se pogovarjali že 20 let nazaj. To se pravi, kompetence se niso spremenile. Še vedno moramo biti proaktivni, še vedno moramo biti radovedni, ker to je edina stvar, ki nas pelje naprej, agilni, pripravljeni se učiti in seveda vzdrževati ta svoj razvoj. Edina stvar, ki se je mogoče spremenila v teh letih, je, da se naš proces učenja novih stvari, od učenja tistih starih, ponovnega učenja in tako naprej, ne konča s končanim faksom, recimo, ali pa srednjo šolo, ali pa osnovno šolo, če smo potem šli delati. In se nenehno učimo v vseh obdobjih življenja in v vseh porah družbe se učimo. In ne tega pozabiti. Zdaj rabimo tudi, to je ta miselnost, te kompetence, ki jih moramo imeti, če se spomnimo 4 stebrov digitalne preobrazbe. Mi imamo potem tudi eno zelo, zelo pomembno stvar in to je ta komunikacija. In tukaj spet potrebujemo neko strategijo, nacionalno strategijo komuniciranja za različne skupine, ki naj bi jo naredili tudi strokovnjaki, ki se s tem ukvarjajo. To se pravi, da vsak prevzame odgovornost in naredi tisti del, ki ga najboljše dela in prispeva en košček mozaika te digitalne preobrazbe celotne družbe, če temu zdaj tako govorim. Verjamem pa, da je COVID prinesel oziroma nam je pokazal, da smo lahko agilni,
Vsi smo se prilagodili, oziroma velika večina se je prilagodila in to bi bilo fajn izkoristiti tudi kot neko priložnost, ne, da surfamo na tem valu, ne pa da gremo proti temu. Tako da mislim, da se bo to nadaljevalo tudi v prihodnje. Najlepša hvala. Katja, tebi bom dal besedo, prej bom še nekaj prebral, potem ti bom dal pa besedo, da nekako zaključiš ta današnji dogodek skupaj z zahvalami in nekako tudi zaključkom strani organizatorja. Preden ti predam besedo, bom prebral, kaj je napisala slušateljica Aleksandra. Bravo, kolegice, vse predavateljice in govornice. IT in digitalno je bilo včasih zelo moška domena. Bravo tudi z moje strani, zahvala tudi z moje strani za to čudovito dinamično debato. V čast mi je bilo, da sem lahko z vsemi štirimi spregovoril in poklepetal o tej temi. Hvala tudi vsem, ki ste se nam pridružili v chatu. Gradiva je ogromno in prepričan sem, da ga bomo koristno uporabili. Katja, zdaj pa tebi predajam besedo. Hvala organizatorjem, hvala tebi, Katja, in lep pozdrav vsem. Najlepša hvala, Jaka. Jaz bi pa to, glede na to, da ste pred mano govorili sami zelo visoko kompetentni ljudje za govoriti o kompetencah, bom pa jaz malo housekeepinga zdaj samo še izkoristila. Prva stvar je to, da chat in bomo poskušali tudi poiskati odgovore na vprašanja, bo objavljeno na naši spletni strani Dih Slovenije. To je prva stvar. Druga stvar, ki bi vam jo rada povedala, je to, da je naslednji četrtek forum Slovenske digitalne koalicije, za katero nas spremljajte, bomo tudi mi objavili, jaz mislim, da bo tudi GZS objavil, kje bo ta dogodek. Mogoče, Marija, vidim, da si v chatu, če je lahko kakšen link, lahko ti prilepaš noter, da se ljudje lahko prijavijo, pa lahko tam nadaljujemo to debato, ko smo mislili, da bo krajša, pa bi jo mogoče še naprej razvijali. To je druga stvar. Zdaj bi se pa tudi jaz iz srca zahvalila svoji ekipi na Dih Slovenija, ki so tole mi pomagali tako, mislim, ki so v bistvu tole vse omogočali, in pa tudi na GZS-ju, tako da fino ste, super ste rešili vse zadeve. Tako da nadaljujemo debato. Jaz mislim, da to je samo, kako bi rekla, kratka pavza za reklame, zdajle vmes v enem tednu, pa se vidimo drug teden, a ne, na forumu Digitalne koalicije. Tako da hvala lepa vsem. To bi bil potem tudi zaključek današnjega dogodka in lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu. Zdaj pa režija lahko kar odjavno špico. Hvala lepa, nasvidenje.